Vrt, ki ga bomo občudovali danes, smo našli na vrhu hribčka blizu Šmarja pri Jelšah. Med njegovimi odlikami je tudi ta, da je lep skozi vse leto, kajti ureja ga lastnica, ki ima lep šopek znanja in izkušenj. Idealen primer za našega sodelavca, strokovnjaka za vrtove, Staneta Sušnika. Številni urejeni vrtovi pri nas so pravzaprav zbirke rastlin, ki so všeč lastnikom. Le malo je takih vrtov, pri katerih so lastniki upoštevali bistvene zahteve za uspešno rast in skladno podobo. Vrt Nade Vreže je nastajal postopoma, ob upoštevanju razmer in lege. V njem so vidne tudi sledi prejšnjih generacij družine Vreže. Ja, ta lega je izrazito južna, kar je sicer, bi rekel človek, idealno, ampak vsak ideal ima tudi kak minus, ne. Poleti je izjemno vroče, ne. In če ne bi zasajala rastlin, ki to ljubijo, potem bi imela veliko problemov. Tako pa moram reči, da v glavnem tisto, kar sem izbrala, je uspelo, ne. To so sivke, žajblji, timijani, recimo figa uživa v tej vročini, ne. To so rastline, pa še več takšnih, no. Tukaj je skoraj, bi lahko rekla, malo mediteranska mikroklima, ne. Jaz se spomnim z enega najinega prejšnjega pogovora, da dobro premislite, kam umestite posamezne rastline. Kaj je odločujoče pri tem? Ja, no to je tudi tako čisto strokovno, ne, da je treba pač najprej razmisliti vedno o rastišču. Rastišče je osnovni kriterij, ne. Zato, ker vsako bitje, tudi rastline, se najbolj počutijo tam, kjer pač je njihovo mesto, ne. Zato ima ta kriterij prednost pred estetskim, pred tistim, kar nam je všeč. Kako dolgo se pravzaprav vi ukvarjate s tem? Vi ste v samostojnem poklicu in, če bi hotel tako malo poetično reči, živite od rožic. Ja, jaz sem v tem poklicu že dolgo, ne, jaz sem agronom, v bistvu že več kot 30 let, ne, sem pač počela veliko stvari, tudi poučevala na vrtnarski šoli v Celju, delala v Kozjanskem parku kot naravovarstvenica. Prav vrt predstavlja Nadi Vreže glavni vir njenega navdiha pri ustvarjanju. Leži nekoliko odmaknjeno od urbanega okolja na vinorodnem območju. Ker je vrt terasast, sem pač delno se prilagodila že obstoječi zasaditvi. Najbolj intenzivno sem pa začela mogoče 20-15 let nazaj zasajati svoje. Moja filozofija vrta je taka, da mora biti lep celo leto, zato je v njem veliko vedno zelenih rastlin, kot so pušpani, tise, lovorikavci. Rada imam tudi nekaj formalnega, ne, ampak to je tako umeščeno, da se nekako utaplja v cvetju trajnic. Trajnice so pa tudi moja ljubezen, ne. Meni zelo veliko pomeni oblika, ne, mislim, celotna slika vrta, ne samo posamezne rastline, čeprav pri vsaki uživam, ne. Zato sem tudi zasadila, na primer, gredo, ki ji rečem toskanska greda, ki je v bistvu kombinacija striženega pušpana in pa trajnic, ne. In vedno so me v vrtovih fascinirale te celote, tako kot tudi naj bi bil vrt pač oblikovan, ne. In vsekakor moj vrt ni zbirateljski, ne. In jaz, vsako rastlina mi je zanimiva sama po sebi, tudi če je taka čisto iz narave, ne, ampak mora biti v kontekstu, mora biti sestavni del kombinacije, ja. Ena od stvari, ki sem si jo zapomnil, je tista vaša pot ob eni od teras, ki ste jo tako uspešno zakamuflirali oziroma združili, ne bi rekel, trde, sive kamne za eno nežno blazino rastlin. Ja, to je tako imenovana dišavna pot, ne. Pot, po kateri greš, stopaš lahko tudi na določene rastline, kot so timijani, in potem ti to zadiši, ne. Ta pot je v bistvu prej bila kot navadna pot z temi ploščami, ne.
Ko sem pa oblikovala toskansko gredo, sem pa tam najprej želela ustvariti kare oblike, potem to ni šlo, sem naredila trikotnike in potem smo te plošče enostavno zamaknili za 90 stopinj in nastala je ta zanimiva pot. Sprva je bilo to položeno v pesek, kasneje sem pa začela zasajati rastline, tako kot sem rekla, timijane, netreske. In zdaj je to že tako stopljeno skupaj, kot da je tam že od nekdaj. Verjetno pri nas skoraj ni vrta, ki ga ne bi krasila tudi kakšna izmed mnogih sort vrtnic. Te so cvetele tudi na Nadinem vrtu ob našem obisku. Prvo gredo z rdečo mnogocvetno europeano je zasadila mama že pred 30 leti in jo vse skozi negovala z veliko ljubezni, tako kot tudi vse, ki so bile v vrt zasajene kasneje. Imam nekaj vrtnic, to je bila tudi domena moje mame. Do lani je sama v bistvu skrbela za njih, čeprav so meni seveda tudi ljube. Mogoče recimo lahko omenim eno vrtnico Prešern, prvo slovensko registrirano sorto vrtnic. Tako da se mi zdi, da ustvarjajo tudi, oziroma dajo poudarek na določenih mestih in jih imam zelo rada. Nada Vreže je pred leti obiskala našo rojakinjo Jeleno de Belder Kovačič v Belgiji. Tam je spoznala med drugim tudi umetnost združevanja dobre hrane z užitnimi cvetovi. To so tako imenovani cvetni grižljajčki, ki so vedno drugačni, odvisni pač od tega, kaj cveti v vrtu ali pa kaj raste v vrtu. Tukaj so recimo ognjič, žajbljovi cvetovi, potem jabolčna meta, melisa, spodaj je še pa en tak dober namaz. Vrt na vrhu hribčka se ponaša s čudovitim razgledom. To je eden od vrtov, ki bi ga bilo vredno obiskati v vsakem letnem času znova.